na našem vrtu vse trenutno lepo uspeva. Če pogledamo tukaj spodaj, vidimo, da že zelo lepo rastejo nadzemne kolerabice in pa tudi solata. Vse skupaj je pokrito z mrežo proti toči. Tudi pred kratkim je pustošila toča po Sloveniji in na ta način imamo pridelek zavarovan tudi proti škodi. No, zelo zanimivo je, da enostavno nam jagode, ki se divjo razraščajo po gredah, kar zelo dobro rodijo in jih lahko naberemo kar povsod. Hkrati so okusen plevel, tako da nič za to, če se malo preraščajo. V tem času naberemo tudi haskap jagode, ki so zelo dobre, pravi eliksir zdravja, tako da se v maju že lahko lepo najemo tudi na domačem vrtu. V ozadju vidimo, da belo cvetijo robide, ki smo jih porezali in enostavno imajo dober nastavek. Spodaj se obraščajo z letošnjim lesom, ki bo nosilec rodnega lesa v naslednjem letu. Tukaj imamo lep primer rdeče pese in pa pore kot mešanega posevka. Rdeča pesa z listi prekriva tla, hkrati sta tudi dobra soseda. Zelje raste samostojno, zgodno zelje, sorta bajonet, dobro bo napredovala, zagotavlja pridelek. Tukaj pa imamo potem že 4 različne sorte solat. Prva spredaj je, oziroma tukaj v ozadju, je kanasta, ta je tudi nekoliko bolj odporna proti polžam. V ozadju se že lepo razrašča krompir. Na vrt smo vsadili sorte Twister, Aluet in pa kifeljčar. Edini pravi kifeljčar je sorta Kresnik. Poglejmo, kaj se dogaja še v rastlinjaku in na visoki gredi. V rastlinjaku je zelo pestro. Najprej se ustavimo pri paprikah. To leto sem izbral res dobre sorte. Prva je sorta Virgilio, druga je sorta Captur. Captur je za vse tiste, ki želite dobro papriko, za ajvar, tudi za pečenje. Zmagovalka po pridelku pa je zagotovo sorta Virgilio. Ta ima plodove velike oziroma težke tudi do pol kilograma. Tudi sorta Iulor, gre za rumeno mesnato, zelo mesnato sorto, ne zaostaja veliko, tako da paprike lepo napredujejo rasti. Kar je zanimivo tukaj je, da imamo spodaj še rasti organsko zastirko in vidimo, da je zemlja konstantno vlažna. Paprika zahteva optimalno vlago celo obdobje rasti, tako da pod tako zastirko enostavno ne pretiravamo z zalivanjem. Zalivamo bolj poredko. Tukaj se razraščajo tudi jajčevci. Sadil sem sorto Classic. Ta pravzaprav enostavno prinaša dober pridelek. Zelo sem zadovoljen. V ozadju rastejo kumare. Pri kumarah sem spredaj sadil baziliko, od zadaj solato. Tukaj je en mešan posevek blitve, špinače in pa solate. Na kumarah je treba narediti še oporo. Ravno tako bo treba oporo narediti na paradižnikih. Pri paradižnikih pa enostavno sem sadil cepljene sadike in iz ene sadike vzgojim 2 debli. To pa na ta način, da v spodnjem delu enostavno poskrbim, da se pusti prvi zalisnik. To bo nekje tukaj. In na ta način potem tvorimo 2 stebli, podvojimo pridelek. Cepljena sadika je tega zmožna. V spredju sem sejal fižol, vidimo pa, da so fižol že obiskali polži. Proti polžem uporabljam ekološke pelete, ki niso nevarni za ljudi, domače živali. Kot vidimo pa se tukaj poleg paradižnika bob odlično razrašča. Bob ima že stroke. Grah smo praktično že pobrali, tako bob in grah sta bila sejana v decembru. Tukaj bomo grah počasi odstranili in potem enostavno nadaljevali z drugimi vrtninami. V ozadju je še nekaj zanimivega, rdeča pesa z čebulo velikanko. Gre za sorto Exhibition, ki naredi res ogromne čebule, je nekoliko bolj
nežnega okusa od klasične čebule, otroci pa imajo zelo radi, še posebej v kakšnih hamburgerjih, res čebula naredi tako čebulo in to je res nekaj specifičnega. Tudi tukaj sem jo kombiniral podobno kot v vrtu z rdečo peso. Vidimo, da rdeča pesa z listi prekrije tla. Počasi bo že primerna za spravilo pobiranja. Rdečo peso imamo zelo radi kot svežo, veliko jo tudi vložimo, sadimo jo večkrat na leto. Kot zanimivost pa naj povem, da jaz rdečo peso sadim iz sadik. Nasploh sadim vse na vrtu s pomočjo sadik Kornos. Te sadike so res odlične, izbrane sorte, na voljo na več kot 200 prodajnih mestih po celi Sloveniji, tako da toplo priporočam vsem vrtičkarjem, kajti zagotovo boste zadovoljni s pridelkom. Tako da to je bilo nekaj iz vrta. Poglejmo, kaj je še na visoki gredi in kaj se nam je zgodilo s fižolom, ki smo ga sadili iz sadik v prvi polovici maja. No, na visoki gredi imamo paradižnik. Tukaj je bilo pred kratkim nekaj mraza, vmes sem sadil solato rodeta stip, ki se počasi razvija. Tukaj je še kanasta, ki vidimo, da nekoliko boljše napreduje v rasti. Po noči je tukaj v začetku oziroma polovici maja pod 10 stopinj Celzija, zato enostavno je paradižnik pokrit. Na vrtu ga še nismo sadili, običajno vedno sadimo po 20. maju. Gre pa za zanimive sorte, to gre za sorte grmičastega paradižnika, ki se bolj razrašča v širino v obliki grma, ne gre za visoke, tako da predvidevamo, smo imeli že izkušnje z njimi in so zelo dobro uspevali. Tako da, kar se tiče krompirja, je dobro prestal zadnji mraz, tako da ni nikakršnih poškodb od slane. Tukaj slane ni bilo in so listi na varnem. Nekoliko slabše pa je odnesel nizek stročji fižol iz sadik, ki je pravzaprav, vidi se, nekoliko temperaturnega šoka. Tukaj je bilo 3-4 stopinje po noči, seveda pa upamo, da se vse lepo obraste. Pokrili smo ga z dvojno vrtno tkanino, ampak fižol je zelo občutljiva vrtnina, tako da vsi tisti, ki sejete prehitro, imate lahko težave s pozebo. Videli bomo, kako se bo obneslo. Jaz sem sadil sadike, ki sem jih dobil v vrtnarijah, kot sem rekel, sadike Kornos imajo tudi sadike fižola. Sadike fižola so vsekakor dobre za vse tiste, ki imate težave s fižolovo muho, ki napada tudi druge vrtnine. Predvsem so pa vrtnine ogrožene takrat, ko kalijo, ko izraščajo, predvsem mlade raslinice, takrat ličinke fižolove muhe napadajo že kačke, mlade raslinice in takrat lahko propade. Tako da za vse tiste, ki imate težavo s fižolovo muho, bolj priporočam setev fižol v lončke ali v kultipake in potem presajanje sadik na vrt, tako je pridelek tudi varnejši. Tako, vrt je v tem času zelo lep, tudi veliko je cvetenja, nekaj na okrasnih gredah. Tako da maj je mesec ljubezni in za mene je tudi to en najlepših mesecev na vrtu. Vsekakor je vrt še lepši v začetku junija, ko rastejo še plodovke. Tukaj je še odprt prostor za paprike, kumare, paradižnike in ostale toploljubne rastline, kajti na Dolenjskem nikoli ne sadimo pred 20. majem in na ta način poskrbimo, da so plodovke optimalne, bolj odporne, se bolje ukoreninijo in boljše napredujejo v rasti. Se vidimo ob naslednjem javljanju, vam pa želim dober pridelek in vse dobro na vrtu.